Pozdravljeni, dragi moji, evo, spet smo skupaj in danes imam za vas eno pravo poslastico. Rada bi vam pokazala nekoga, ki meni zelo veliko pomeni, ki se tudi od njega učim, ki je moj prijatelj in ki ni Slovenec. To je Noa Čarni. Živijo. Ja, živijo. Jaz bi najprej povedala, kako smo se mi spoznali. Spoznali smo se tako, da sva midva krvoločno iskala nekoga, ki bi nama pomagal spraviti knjigo v angleščino. In jaz se še vedno spomnim našega prvega srečanja v kavarni, ki si ti rekel Albertu, upam, da to ni knjiga, ki v njej ful komplicirate, ker to jaz ne bom delal. No in to je še ena tvoja lastnost, da si zelo preprost človek in tudi očka in mož. Jaz bi mogoče, da kar sam poveš, pravzaprav veliko vlog sem zdaj povedala, ne? Tudi umetnostni zgodovinar si, tudi s kriminalom se ukvarjaš. Tudi. Tako da je res veliko enih zanimivih stvari, ampak danes sva tle pravzaprav zato, da bova predstavila nekaj čist novega, kar delaš, en čist tudi zate nov projekt. Tako da mogoče najprej sam poveš malo o sebi, kako se počutiš tle v Sloveniji. Vem, da si v Evropi študiral, veliko enih stvari imaš, ki nam jih lahko poveš. Absolutno. Najprej hvala za povabilo in če govorimo o prave poslastice, evo, to je ameriški darilo. To v Ameriki in v Angliji so nosili kot dobrodošlica. Mi imamo žgane pijače, tam so imeli ananas. To je bilo eksotičen in dragocen stvar. In včasih vidiš na kakšne hišo ali pa dvor iz kamen narejen ananas, da pomeni dobrodošli. Aha, super. Evo, zdaj smo se že nekaj novega naučili. Zdaj ne bomo več nosili šnopsa, ampak ananas. A ta ananasovo šnops, to bi bilo dobro. Ja, to bi bilo pa dobro. Jaz sem toliko vesel tukaj v Sloveniji. Jaz sem po moje najbolj navdušen kvazi Slovenec. Ful bolj sem navdušen kot Slovenci so ponavadno nad Slovenijo. Ampak jaz sem živel v eni 8 državi. In jaz sem iskal bodoči dom, ker jaz sem bil zmeraj bolj vesel v Evropi. Sem odrasel v Ameriki, sem hodil na internat, kdaj sem imel 16 let, sem bil na mednarodni študijski program v Parizu. Kot Erasmus, sem živel s francosko družino in sem imel tečaj v francoščino, sem hodil okoli čist sam v Parizu in sem bil čist vesel. Tudi sem največ odrasel, ker sem bil čist samostojen takrat. In od takrat naprej sem vedel, da bi rad živel v Evropi. Mi je bilo čisto vse eno, kje pa bom. In na koncu, okoli 26 let sem bil star, sem bil na poldiplomski študij v Angliji in pride čas v moški življenje, da biološko ura gre TikTok in sem bil na lov za ženo. In sem proaktivno iskal, ampak sem hotel loviti Evropejka. Yeah. In je najdel Urško, tako kot Prešeren. Ja, točno. Ena Tunčanka sem najdel. Iz ene vasi, sem bil v Rim, Pariz, London, Madrid, potem na koncu Tunce pri Kamniku sem najdel svojo ljuba žena. Ja, jaz tebe tako, a ne, če bi na hitro rekla, te tako vidim, kot da si se z enega velikega znanstvenika in raziskovalca zgodovine in umetnostne zgodovine, tudi arhitekture v bistvu prelevil v raziskovalca in nekoga, ki spoznava Slovenijo. Takoj si napisal knjigo Slovenologija, ki je ratala v Sloveniji pravi bum. In to je res knjiga, ki jo jaz priporočam, ker je zabavna in prisrčna knjiga o nas Slovencih. Same lepe stvari piše, sploh ni tako grozen, kot si mi mislimo o sebi. In kar mene pri tebi fascinira je to, da se tako zavestno lotiš vsake vloge in naloge. Ker si prišel sem, si rekel, ok, zdaj bom tle živel in hočem spoznati Slovenijo. In potem si postal mož in očka in zdaj, čeprav razumem, raziskuješ oziroma razvijaš tudi s tem novim projektom, ki ga bova zdaj takoj povedala, očetovsko vlogo in kaj pomeni vzgajati 2 majhni deklici. Točno to. Torej, jaz res sem umetnostni zgodovinar in sem znan v tujini za knjigo o umetnostjo. In moj agent ni bil toliko navdušen, da hočem pisati nekaj izven ta vloga, ampak v čas korone je malo anarhično in vse velja.
Svet založbe so na pauzi, torej jaz sem vzel ta čas za pisati eno novo knjigo od, a se reče, starštvo, parenting. Starševstvu. Sem hotel reči starševanje ali pa nekaj Ja, takega. starševanje je starševstvo. Ja. In to gre takole. Jaz imam 5 in 7 let stare hčerke, kdo so čist nore na Albert in Leja, moram reči. Imate neki super omaka v sebi, ker so čist ulepni na vidve. In od začetek sem hotel proaktivno biti čim več kot oče in tudi, da bi odcepil ta ljubezen do znanja in do šole, da jaz sem skozi imel, ampak sem slišal šume, da ni povsod v Sloveniji tako. Ja. Da ni vsak Slovenec najbolj navdušen nad šolo. Ja, v Sloveniji je zdaj kar v bistvu neko težko obdobje za starše in za otroke, ker je sistem pač tak, da je težek je za otroke, pretežek je, ne uči stvari, ki bi jih otroci zares potrebovali za življenje. In starši so pa veliko staršev je zelo hudih zaradi tega in hočejo spremembe. In meni se zdi tudi prav, da pridejo spremembe, ampak se mi zdi ta tvoja ideja, kako starši lahko pač tudi naučimo kakšne stvari otroke, zelo super ideja, tako da bi šla kar naprej. Ja, torej, nova ideja moja je bila, da čisto vsak dan najmanj en stvar naučim svoje hčerke. In ne rabimo veliko časa, velikokrat je samo 1-2 minutke, maksimalno 15 minut na dan, ker nočem, da je tečaj, nočem, da je preveč kot delo, mora biti zabavno. V redu. Če sem te prav razumela, ti misliš, da lahko vsak dan naučiš tvoji 2 hčeri eno stvar? Tako. Od 2 do 15 minut in nič več kot 15 minut. Nič več. In ideja Zakaj pa ne več? Bi lahko več, ampak potem mislim, da bojo imeli občutek, da je kot delo. In jaz hočem, da pride ideja čisto organično, nimamo fiksne ure, zdaj moram se naučiti. Tudi ne rečemo, da bomo se naučili, ampak rečemo, da bomo igrali. In rečem, ne vem točno, kako bom prevedel slovenščine, ampak rečem, da dobijo super moči, super powers, kdaj imajo nove znanje ali pa nekaj znajo narediti, ker da prej niso vedeli, ali pa da mogoče neke nove besede se naučijo in vsak je super moč. In to paše pri mali otroci. To se pravi, v tej knjigi boš ti pisal o tem, kako otroku dajati super moči z znanjem in ga navdušati, da te super moči pridobiva. Tako. Skratka, porabili bojo časa od 2 do 15 minut, zato ker hočeš, da je to spontano, da ni nekaj, kar bi otrok mislil, da mora, ali pa da je to šola, ampak da je to igrivo in spontano, tako kot en del vsakega dneva. Točno. Tako spotoma. Čist nič ne forsiramo in tudi je brez pritisk iz svoje strani, če en dan gre mimo, nič niso naredili, nič hudega. Torej, ideja je, naprimer, da lahko samo odpiramo enciklopedije narave in beremo od nekih žival. Ali pa eno novo beseda, mi smo dvojezični, torej igramo, kako se prevaja ta beseda. Ali pa en bolj komplicirana beseda, sam za zabavati. Torej, lahko je nekaj čisto enostavno, lahko je nekaj bolj kompleksno, bomo rekli, ne vem, kako delajo vulkani danes, ali pa v kateri obdobju so živeli dinosaure. In kdaj pelja otroci, mi gremo tja, da nič ni forsiran in če vidim, da ta teden so nori na dinozaurov, to gre velikokrat, potem tako fokusiramo in probamo zgraditi kot kurikulum, da bomo na multimedijski način preko dokumentarij, preko knjige, preko risbice. Skratka, vsak teden v bistvu vidva poslušata otroke, kaj jih zanima. In se vidva temu prilagodita, kar otroke zanima. Točno. Ne vsiljujeta jim nekih svojih idej. Točno. In skušata najti zabavne stvari. In ko vidita, da sta se recimo zaljubljali v dinozaure, potem jima prikažeta to skozi televizijo, skozi film, skozi knjigo, skozi pogovor, skozi glasbo. Skratka, da pač vidita vse možnosti, kje lahko raziskujeta. Ja, absolutno. In torej, to je glavna ideja. Potem v tej knjigi imam 365 ideje za tiste igre,
poučne igre, ampak nič ni treba nujno delati in je brez vrsta. Torej, lahko izbereš po svoje, vsak bralec, vsak staršek pozna svoje otroci, to je sam približno namigi, točno. Ja. In tudi potem ukradem par idej in taktike iz moj učenje, in to je pomembno, ameriški profesor je dosti drugačen kot slovenski profesor. In jaz sem profesor, tudi včasih učim pri Univerzi v Ljubljani in vidim, da dinamika in angažiranost, sploh koliko je zabavno, to je čist drugačen začetek in konca, če gledam iz ameriške oči in kaj so navajeni Slovenci. Torej, jaz probam čim bolj entuziastično, čim bolj pozitiven, potem uporabljam par taktike, da moji študenti, če so univerzitetni ali pa moji otroci, ni treba študirati, ni treba sedeti nekaj memorizirati, ker če jaz svoj vloga dobro vodim, potem vse boste absorbirali informacije organično, brez potruda. Ok, skratka, vse bo spontano in nič se ne rabimo matrati. Takole. To imamo ful radi, ker smo taki leni po srcu. Jaz sem tudi, ja, itak, ja. Torej, naprimer, če imamo nekaj, o čem bomo govorili, naprimer, kako delajo vulkani. Na začetku zmeraj imam predgled, recimo, da bom povedal, kaj bomo delali. In da so malo navdušeni, ker je zaslišati zanimivo. Potem vmes, kaj delamo, govorim skozi in vprašam skozi. Vprašanje non-stop, da potrdim, da razumete, tudi da imajo občutek, da svoje misli so. Ti jima poveš, potem jih pa vprašaš, da vidiš, če sta razumeli. Skozi. Jaz sem v kino, ko skozi govorim med filma. In da tudi, da imajo skozi občutek, da mnenje je pomembno in ima valuta. Potem na koncu prenavljajo, torej, kaj smo naučili, kaj smo gledali. Torej, več ali manj 3-krat ponovimo, kaj se je zgodilo, ali kaj smo naučili, in na koncu memorizirajo, brez da so se potrudili. In naslednji dan bom vprašal, kaj smo videli včeraj. In na ta način imajo občutek, da mnenje je pomembno, da lahko dobijo ta znanje in ta supermoči brez preveč potruda. In da res brez matranja. Brez matranja, evo, Ja. takole. Torej, to je glavna fora ta knjiga in je res malo drugačen, sploh za Slovenci starši mogoče. Meni se zdi tole tako super, kar govoriš zdajle, res, ker to je v bistvu tisto učenje, ki je prijetno učenje in ki si ga tudi mi zaslužimo in naši otroci si ga zaslužijo. Ne? Učenje ni sedeti za mizo pa se na pamet učiti stvari, ampak učenje je raziskovanje in učenje je v bistvu tisto, kar ti mora prebuditi radovednost. In jaz te vidim, da bi ti rad ta male dve toliko napalil, da bi ratale toliko radovedne, da se ne bi več ustavile. Točno. Ja. Ampak tudi recimo, kadar jaz učim tečaj v Univerzi v Ljubljani in zdaj učim za študenti, tudi za več let sem učil privatni tečaj za profesori, kako na bolj žmohten način pišejo. Ker mi imamo briljantni profesori, ampak toliko za nič pišejo za popisati. Torej, ta tečaj je zanimiv, ker isto na začetku zmeraj rečem isti stvar. Če jaz dobro učim in delam moje delo, vi ni treba nič študirati in vse mora biti čist jasen. Če nekaj ne razumete, prosim, vprašajte, ker to pomeni, da jaz nisem dost jasno povedal fora. In jaz bom se potrudil še enkrat. Okay. In niso nikoli to slišali prej v življenju. Tudi profesori in študenti je zanimivo. Ampak ti si ravnokar rekel, da dober profesor je tisti profesor, ki se njegovi študenti ne rabijo nič učiti. Ja, tudi. Ne? Tudi, ja. To se pravi, da je tako zanimiv, da jih v bistvu navduši, da oni raziskujejo potem. Ja, točno. Ne? Ampak ta ideja, recimo, da profesor mora povedati na čim bolj jasen način, da vsi razumejo. To sem slišal, da ni slovenska navada. To je on nama rekel, ko smo mu prinesla najne štekane najstnike, ki sva bila zaljubljena v njih. Ne? In potem je on to malo pregledal in je rekel, da lahko bi pa kdaj kaj bolj enostavno povedala, da to res ni slovenska navada. In pa smo se matrali, smo vse spremenili za angliško. Ampak tudi, da jaz vidve pohvalim, ker jaz sem
se naučil pri vajne knjige, sem res bil navdušen in uporabljam mnoge detajlov v vsakodnevnem življenju. So moje mlajši otroci, ker vidve pišete glavno za najstnike, ampak tudi iste stvari delajo za mlajši. Naprimer, jaz sem šaltal iz ta govor, da jaz sem ponosen na te, ker si nekaj dobro naredila. In zdaj govorim, ti moraš biti ponosen na se. Ja. In to da še bolj super moči in samozavest. Tudi če oči je ponosen, to je dobro, ampak je še bolj, če samostojna si navdušen na se. In to sem se naučil izmed drugih stvari pri vajne knjige. Super. Hvala. Peva nazaj k tvoji knjigi. Zdaj ta knjiga nastaja in bo kmalu izšla. In to je ena posebnost, kako boš ti se... In jaz bi mogoče zdaj še o tem Ja, ok, to je res posebnost. Ponavadi grem skozi agenta in večje založbe v Angliji ali v Ameriki in pošljem ponudba za knjigo, vzamejo, potem čez 1 leto ali pa več izhaja knjige. To je prepočasen za me. In časa izolacije tudi, kdaj lahko uporabljamo kakšen pripomočke za mi starši. Jaz sem hočel izdati na čim hitrejši način. Ja, ker otroci rastejo, ne? Točno. Tudi kdo hoče čakati 1 let za eno knjigo, res. Torej sem izbral na nenavaden način preko Kickstarterja. In ta projekt je poseben, ker Kickstarter ponavadi rabiš, kapital, da lansiraš kakšen nov tehnološki stvar. Ne gre za to. To že je skoraj napisan knjigo. To je sam način, pri kateri lahko ljudje prenaročijo in bojo dobili v poletje že. Od danes 4. junij je aktiven ta kampanja na Kickstarterja. Gre za 30 dni in to je limited edition. To pomeni, da samo bomo tiskali, da ljudje, kdo so naročili preko Kickstarterja in nič več. Še enkrat, preverila bom, če sem te prav razumela. Skratka, od danes ta knjiga se bo izdala preko Kickstarterja in od danes je ta možnost odprta, da jo ljudje prednaročijo. In knjiga je že skoraj do konca napisana, si rekel. In to pomeni, da zdaj lahko kliknejo na ta link, ki ga bomo mi dali tukaj gor na posnetek in knjigo že naročijo. In še rekel si, da je limitirana. To se pravi, da ne bo izvodov neskončno, ampak koliko izvodov pa bo? To sploh ne vem, odvisno od kampanje. Jaz res nimam plan, da bom naročil še eno več, kot da so ljudje naročili preko Kickstarterja. To se pravi, zdaj, če jih bojo do jutra naročili 1 milijon, jih boš ti milijon natisnil, ne boš natisnil 1 milijon ene. In potem... Mogoče 1 milijon ene, mogoče še ene zate, ampak res, ja. To bo šlo, da par tisoč komadov, to je to. In torej, to je možnost tudi, da ta moj agent je tudi vesel, ker pride sam za krajši možnost. Ampak to je zanimivo igra za me, ker nisem šel na Kickstarter prej, ampak vse gre v 1 mesecu, potem nič več. In to mi je všeč, ker je malo adrenalinsko. Super. Ampak pazi, zdaj pa bistveno vprašanje. Vi vidite, kako Noa lepo govori slovensko. In jaz sem res ful ponosna na te, zato ker se mi zdi, da je pač slovensko ni tako lahko govoriti. In pač tudi ta pogum, da ga imaš. Ampak knjiga pa ne bo v slovenščini. Ni plan. Možno je v prihodnost, ampak nimamo noben plan. Torej bo samo v angliščino za enkrat. Kdo pa ve, ampak recimo, če imate toliko sledilcev, kdo bi želeli v slovenščini, naj pišete. Skratka, pišite, če hočete knjigo v slovenščini. Jaz ti bom zdaj povedala eno stvar. Midva sva prodala najinih izštekanih najstnikov do zdaj 6,000. In vem, da veliko staršev, ki so kupili to knjigo, ne govori angleško, oziroma ali pa govorijo, pa ne berejo angleško. Drugače so Slovenci sicer ful dobri v angleščini, ampak se veš, brati pa razumeti je drugače. Absolutno, ja. Tako da jaz te vsekakor nagovarjam, da to narediš zaradi tega, ker vsebina te knjige, ki jo boš ti imel, je knjiga, ki bi jo mogla imeti vsaka družina na svetu. Tako da jaz mislim, da bi mogel razmišljati, da greš v slovenščino, pa v kitajščino, pa se veš, hrvaščino, pa romunščino. Ti boš moj PR agentka in bomo zrihtali. Ne, jaz
mene se te stvari prav Ja, čustveno ja. dotaknejo, zaradi tega, ker jaz verjamem, da s tem, ko pomagamo staršem, delamo lepši svet. Ja, to pa res. A ne? In delamo odgovorne otroke, ki bojo znali razmišljati s svojo glavo. In tega zdaj ful rabimo tega. In to so otroci, ki bojo za nas skrbeli enkrat. To ne? je res, to imaš prav. Ki bojo vladali svetu, ki bomo mi stari. Ja, A ne? Tako da jaz mislim, da če jih naučimo to, kako najti rešitve, kako dobiti znanje, če jih naučimo neke srčnosti, empatije, tega, da pripadajo nekemu človeštvu, ki je nekaj vredno. A ne? To se mene res ful dotakne. ja. In knjige, kot je tak, Superpower Your Kid, ali pa kot so Izštekani najstniki, ali pa Najvodila, Ja. to so knjige, ki delajo lepši svet. To pa res, A ja. ne za naše otroke. In jaz mislim, da te knjige bi mogle biti v vse jezike prevedene in da vsi bi jih mogli brati kanori. Tako da, ja, upam, da sem te prepričala. Ja, absolutno. No. Če ne, pa pišite komentarje od spodaj. Ja, prosim. Tako da, ja, včasih je kakšna stvar narejena zato, da za nek drug namen, kot pa mi mislimo. Ja. A ne? A veš, tako da, ja. Pa vseeno me zanima, jaz mislim, da ni korona kriva, a ne, da si, tako si rekel, zdaj v času korone sem. Ja, Ampak jaz tebe vidim, ne vem, ker se neke stvari lotiš, se jo lotiš čist. A ne? Ja. Tudi, ko greš šnaps kuhati Ja. v tunce, Ja. se ti naučiš, kako se Ja. to dela, te zanimajo stvari, Ja. to ne opazuješ stvari od daleč. a Ja. ne. In jaz si mislim, da verjetno se te ta očetovska vloga zelo dotakne, sploh tudi, ko gledaš, kje odraščata tvoji punci, Ja. pa ker se sprašuješ, kaj bosta postali, recimo. Ja, točno. In res se potunkam in rad raziskujem, da čim več poznam eno novo okolje. In ta starštvo, to pa je res eno novo okolje za me, ampak sem začel misliti o te knjige od začetek starštva, potem, kadaj starejši hčerka je bila 3 let stara, od takrat naprej sem sledil in probal vsaj en stvar na dan naučiti in tudi sem imel žurnal, v kateri sem pisal, oziroma dnevnik, kaj sem delal. In to je pomembno, mogoče to je bolj darilo za starši, kadaj smo starejši in mi imamo najstniki in nočejo nič šmirglati nas. In potem ta kvantificiranje, kaj smo delali, sploh kulturni stvari, da smo počeli s otrocami, to lahko pogledamo za nazaj in vidimo, da smo res bogata časa doživeli. In to je nekaj, da moraš delati v živo, ker ne moreš se nazaj pogledati in se spomniti, ne vem, smo vedeli, kaj je en Velociraptor 3. junij 2012, ne gre takole. Torej, to tudi priporočam, da vsak dan pišemo vsaj en stvar, da smo delali s otrocami. In zato gre ni samo za knjigo, ampak za aplikacije za napameten telefon, da je kot dnevnik, da je prevezan s idejo v knjigi in da lahko, če kupiš knjigo, potem dobiš ta aplikacijo zraven in vsak dan lahko uploadaš slike, kaj so počeli otroci in kaj ste delali. In na ta način imamo spominček za otroci in tudi za nas, kadaj smo starejši in sedimo in noge bolijo in starši so zginili iz hiše in mi lahko pogledamo za nazaj. Super, to je ful odlična ideja. Ampak jaz mislim, da kar samo od sebe se ti seveda to verjetno, pač si se spomnil samo od sebe, seveda. Ampak tebe je tudi nekdo navduševal, ker si bil majhen. Ja. In imaš vzorc v bistvu tega, kako je pomembno, da te nekdo navdušuje za znanje, za raziskovanje. Sem bil zelo, zelo srečen. Srečo sem imel, ker sem imel iz več koti. Moji starši so bili odlični, moj oče je psihiater za otroci in Kovačeva kobila nima zmeraj nage noge. Ni zmeraj bosa. Ja, takole. Je kar v redu bil kot oče in še zmeraj. Sem imel eno varuška, kdo je bila kot dodatna mamica in mi je čuvala od 3 tedne naprej. In tudi sem imel, po mojem mnenju, najboljše vzgojiteljice in učiteljice, da je možno, res sem imel srečo. Torej, iz 3 koti sem imel ta
podporo in jaz nisem navdušen nad Ameriko za večino stvari, ampak nekatere stvari so res dobre in ta pozitivizem in samozavest, da res pomaga v življenju, ker življenje te vrže ful negativne stvari, zmeraj, ni druga opcija. In ta ameriški samozavest je kot obrambni mehanizem ali pa zaščita preko ta negativnosti in ta pozitiven pogled na svetu in recimo, če sosed uspe, to pomeni bravo, jaz lahko tudi, namesto Kako mu je rata? da sem slišal, da so ta slovenski način mišljenja malo drugačen in to bi rad obdaroval naprej tudi. Torej, malo te knjige, kako indoktriniraš ta ameriški pozitivizem. Drugi stvari iz Amerike ni treba, ampak to je nekaj dobrega. Ampak, a veš kaj, a bi ti, recimo, pač mi veliko časa, preživimo kdaj kakšen čas tudi skupaj, a ne? In jaz vem, da tvoji dve mali znata tudi zatežiti, da ima ta slab dan, ne? Tako da ravno te mislili, da je tle zdaj vse tako rožnato. Ne, ni. Pač zato, ker jaz vedno staršem rečem, kdo hoče pridnega otroka. Mi nočemo pridnih otrok. Ker pač otroci zatežijo zato, ker se postavljajo zase, ker uveljavljajo svojo voljo, ker raziskujejo, kako do tega prideti, ker so si zadali. In to je tudi ena zelo dobra lastnost, a ne? No, in pač znata zatežiti. In mene zanima, a imaš ti kakšen, zdaj glede na to, da smo pač na mojem kanalu, a imaš kakšen trik, kako takrat pozitivno razmišljati, da se ti ne odpele do konca, recimo. Ponavadi, kadaj smo prvi vas obljubimo, da lahko skačejo na Albertov trebuh in potem je čisto v redu. Ampak tako, recimo, kako se umiriš takrat, kadar recimo tako, ko jaz rečem, da grem na stranišče. Ja, mi imamo to zelo malo, moram reči, in zmeraj govorimo, najprej učepnemo, da smo na isti nivo kot otroci in govorimo čist mirno in zmeraj rečemo nekaj bolj, kot smo psihologi, razumem, zakaj čutiš takole, mogoče lahko še enkrat probamo, lahko pogledamo na malo drugačen način in da res noben ne popizdi pri meni. Ok, super. Skratka, to je zelo pomembno. Ja. O tem jaz tudi zelo veliko govorim, ne? Da se daste na isti nivo, počepnete ali pa pač se vsi usedete in gledate v oči in poskušate razviti razumevanje do neke situacije, tudi če je recimo nekdo nekoga udaril ali pa bil nasilen ali pa agresiven in šele potem rečete, lej, to se pri nas ne dela. Ne? Takole. Ja, evo, to je en super nasvet, meni je ful všeč ta nasvet. Lahko sem ukradel iz tvoje knjige, čisto možno. Ne vem, sploh nima veze. Lejte, jaz sem tudi taka, meni je vseeno, kje ljudje dobijo, ampak mi je pa pomembno, da ko enkrat vejo, da obstajajo načini, ki so prijaznejši, da uporabljajo te načine, zato ker nas skozi vleče ki smo navajeni, veš, ne vem, da vpijemo, da grozimo, da smo neprijazni, a ne? Čeprav vemo nekje, da se da s prijazno besedo tudi doseči. In tudi vemo, da se da razumevanje razviti do nekega vedenja, ki je mogoče ne vem, nepravilno, jaz težko to rečem, ampak, a ne? Tako da, ja, fino je, da uporabljamo stvari, ki delujejo tako, da v otroku najdejo te super moči. A ne, ker tudi vzgoja najde super moči v otroku, ne samo znanje. A ne? Tudi ta občutek, kje jaz sem, a se počutim varno ali ne. Hotela sem te vprašati, če lahko razložiš, recimo, zdajle so že čist napaljeni ljudje in bi radi naročili knjigo. A poveš, kako se to naredi zdaj? Skratka, tle je link in lahko kliknejo gor. Ja, to je najlažje. Če greste na Kickstarter, potem boste našli, če iščete Superpower Your Kids, drugače lahko preko moje Facebook ali pa Instagram, ali pa najlažje, če sam kliknete gor, če je neviden gumbek, da se predstavljamo. Ja. Ok, še ena stvar, a že veš, koliko bo debela ta knjiga, koliko bo velika? A veš, kako ljudje primajo to najno, pa reče, predebela je, pa jo dajo nazaj. Po mojem, da bo prijazen debelost.
Okay. Ne vem točno, je recimo 3/4 končan, ampak nismo naredili layout in dizajn še, torej ne vem čisto tako, ampak ne bo nič hudo. Okay. Največja stvar, največji del so 365 Namigov. namigi. Ja. In potem, ampak ne bo preveč debel, bo lih prav. Ampak, a si predstavljate, zdaj boste imeli knjigo, to, kar meni zmer govorite, da nam napiš, kaj naj delamo. Zdaj bo Noa napisal knjigo, v kateri bo 365 namigov, kaj vsak dan početi z otrokom. In če glih vaš otrok ne bo nadarjen, recimo zato, da gre v galerijo, pa bo glasbenik, boste sam zamenjali temo. Točno, In imate 365 namigov, kaj danes početi. Veš, kaj me še zanima? Zanima me, a že veš ceno? Cene so fleksibilne, je lojter. Če greste hiter, lahko tudi že za $9, to je, ne vem, 6 evrov, dobite knjigo. Potem gre počas gor, ampak ne gre preveč gor. Mislim, da maksimalno je 20. Kako pa je to? Kako pa je to narejeno? To pa jaz pa Ja, ne to je slišim. preko Kickstarter. Imaš zgodnji petični special, Early Bird Aha. Special. Aha. Torej, prvi 50 bekerji lahko dobijo za full majhno ceno. In pa je skozi večja. In potem gre večji, ampak tudi največji je manj, kot bi bil, če nas prosti trg. Mislim, da Okej. maksimalno je 20. Okay, torej, če jo zdaj naročite, imate še šanse, da ste med prvimi 50. Super. Mene zanima, a imaš še kakšno stvar, recimo, zapovedati o tej knjigi? Mislim, da smo dosti povedali zaenkrat. Najprej splača malo pobrskati na ta stran kampanje, ker je mnogo več informacij, tudi vzorčni poglavje in tako naprej. In če imamo kakšno vprašanje, sem zmeraj na voljo, sploh preko Facebooka, lahko mi pošljete message. Okay. Skratka, Noa Čarni je Facebook page tvoj in tam lahko Noaha dodate in ga sprašujete. Ne mene sprašvati, prosim. In zdaj Ne znam odgovarjati na mis njega, pa on je res simpatičen. za zadnji stvar sem prinesel darilo. A Še res? eno darilo, poleg ananas. A to odprem? Lahko, če upate. Lej, kako ima on svojo štempilko. Zdaj ni Alberta zraven nama. Je že v redu. A če To je Albert to bo neka videl, bo revija? takoj ukradel. To je neka revija zdaj tle noter. Mogoče že imaš. Playboy. Tudi sem spravil slike od tvoje sina v Playboyu. Sanje vsakega starša, otrok s slikami v Playboyu. A to pomeni, da so fotografije od mojega otroka v Takole, Playboyu? on je bil fotograf, on ni fotografiran, ampak V smo redu. lep užival za en članek in je pomagal Ezau in sem zelo hvaležen tudi Ezau, je naredil video za Kickstarter kampanjo. To je bilo Ja. sodružinski doživetje in sem hvaležen za to. Ta video je tudi na tvoji strani, a ne? Ja. Skratka, naš Ezau je posnel video za kampanjo, tako da si ga lahko pogledate, kaj je tak. Hvala. Sem zaprla nazaj, če imajo otroke na ekranu, da ne bojo, Se pravi. ja, da ne bojo poskrili. Skratka, ja, mi vsi sodelujemo z vsemi mogočimi stvarmi, z Ezavom, z Izakom, s puncami, našimi in vašimi. Jaz bi se ti zahvalila, ker bo knjiga, lahko mogoče ponoviva eno Se veselim. seanso Ja. in jo pokaževa, da bojo videli, kako lepa zgleda. Sam pa bo, kakor že prepozno jo zakupiti, ali kako. Lahko bomo nekaj zrihtali, ampak nič ne moramo obljubiti. Torej, čim več na Kickstarter. A veste, kaj bomo mi naredili, ker bo knjiga angleška, bomo midva prišla z njo in potem te bomo naštimvali, da jo prevedeš v slovenščino. Dajmo. Dobro. Čim prej in izdaš v samo založbi, zato ker starši to res rabijo. To res rabijo, ker so velikrat, prav zaradi tega so izgubljeni, ker ne vejo kako. A veš, in vse knjige, ki pišejo kako in ki so iz življenja, so zelo dragocene knjige. Tako da jaz navijam za slovenščino. Tudi. Super, ok. Super. Hvala. Hvala tebi. Lepo se mej, hitro dokončaj knjigo, da jo bomo čim prej brali, ker jo komi čakamo. In se vidimo v enem naslednjem videu. Super, hvala Čau. lepa.